Prej si se dotaknil zakonodaje, pa ne bi v to, da nova spet zaplezali nekaj, ampak vseeno. Oba tako rada. Ja, tako je. A je pokrito to pri nas, mislim pokrito, ne pokrito, se to mi beda si izraz, kaj ima za biti pokrito, če prideš, ljudje te pomagati hišo delati, ne, ampak kakor je pa nor sistem, bi ti pa lahko nekdo učitev, da si celo nek davek utajil, ker nekdo ti nekaj šel, ko moraš še zmeraj še davek odvesti. Trenutno ni to problem. Mislim, nekako je v bistvu bolj težava v tem, da je tukaj šlo pa lih kontra, tukaj pa zgleda, da je nekdo šel na debirokratizacijo in je res fenomenalno, da pri vsem tem, ki pač se te kopič, pa te v bistvu zakonodaja, pa pravilniki, pa ne vem, tehnične smernice, pa ne vem kaj vse se kopič, so oni v bistvu zelo enostaven člen, ki dopušča gradnjo v lastni režiji, v bistvu vrgli že z prejšnjim gradbenim zakonom ven in v bistvu naredili totalno zmedo. In tam je bilo pa tudi tako, da pač čist je bila zmeda, ker v bistvu so oni, tega ni bilo sploh več v zakonodaji. Je bila od leta 1948 pa do danes je to bilo v zakonodaji, mislim do 2018. 2018 pa oni to ven vržejo in seveda totalen kaos na upravnih enotah in cele pač šuno. In pa dajo MOP je dal pa to tolmačenje, kjer je napisal, da v bistvu dajo ven samo graditeljstvo, da pač ta zakon ureja zgolj gradnjo za trg. To je v bistvu ta glaven pač catch, ampak da to, tisto tolmačenje je bistveno, pač, ampak da to ne pomeni, da gradnja v lastni režiji ni možna, pa so mogli pa spet dajati pojasnila in da v bistvu nekako seveda pa tako kot je že od nekdaj bilo, pač imajo v bistvu samograditelj vse obveznosti, ki jih ima sicer izvajalec, kar je pa že od nekdaj bilo. Pač, tako da v bistvu tukaj... Se s temi pojasnili, se pravi Ministrstvo za okolje in prostor, če kdo od ljudi na uvedel. Tako je notor v knjigi, je tudi pač se sklicuje, tako da je tudi pač dosti natančen pač tam obdelan, no, pač je pač to danes možno graditi. Tako da v bistvu tukaj nekih težav ni, zdaj to, kar se pa tudi pojavlja, da danes rabiš pač nadzornika pa nekaj, a ne? To je pa tudi lahko že z knjige, zato se je meni zdelo nujno, da je pač treba poslediti zakonodajo do Kraljevine Jugoslavije in smo to naredili do leta 1931, nazaj posledili, kaj se je dogajalo s tem in je pač zelo zanimivo, da je pač že od leta 1958 v bistvu že nek nadzor na gradnji. Zdaj pustimo pa to, tako kot je včasih, pa danes, pa ne govorim, da je to pravilo, ampak pač že včasih je bilo na papirju, pa roko na srce, tako kot jaz v praksi vidim tudi danes zelo velikrat na papirju nadzorni, nažalost. Pač. Jaz bi pa nobenemu samograditelju nikoli, niti podrazno ne bi svetoval, da ima nadzornega sam na papirju. In hkrati pač je to treba vsem povedati, da pač to, da oni kar nekaj po svoje dela, tako kar je bilo pa značilen za 80-ta, to pa danes ne gre. Pač to pomeni, da danes morate vedeti, da z lidarjem posnamejo čisto vse, kar imate, vsak grmiček, vse, in da v bistvu geodet ne sam zunanji gabarit posname tudi notranji del hiše. Pač po novem. To pomeni, da je hiša v nula, kar pomeni, da v bistvu je že v fazi projektiranja treba tako projektirati, da ni pol sprememb. Pač teh sprememb si ne prvošiti, ker vas bo pač sam drago stalo, zaradi tega, ker v bistvu niste prej razmišljali o nekih stvareh. Tako da to graditi, če gradite po projektu, kar je pač ključno, pa tudi v vašem interesu konec koncev, drugače morate pa to uskladiti s projektantom, pa pač z nadzornim, da pač dejansko te spremembe potrdite in da ste s temi zadevami seznanjeni. To se pravi, tako kot so včasih kar malo nek projekt tipski vzeli, pa ga malo prilagodili, pa malo po svoje, pa kar sprot, to pač danes žal ni več možen. In v bistvu tukaj to pa je ključno, ker pač na koncu rabite pač od projektanta in od nadzornega pač dobiti podpis in to je pa tudi na nek način morate zastopati, da v resnici one dva imata pač, kako bi rekel, sta odgovorna, kar pomeni, da s tem, ko one da podpišete, v bistvu, če vam nekaj podpišete, kar ni tako, kot bi mogli biti, pač tudi svoja odgovornost ostane. In pač ni logično, da bi nekdo to za vas delal, zaradi tega, ker pač se recimo kdorkoli prej ni uspel dosti v fazi načrtovanja. Zato ta pač faza načrtovanja je kar ključna, ker pač
je tudi vprašanje, koliko si ljudje predstavljajo, to je zmeraj pač problema, ne, koliko si predstavljajo, ne, takrat, ko se projektira, ne, ker je marsikdo ima res težave s temi prostorskimi predstavami. Zato pa ne vem, nekako je vseeno dobro imeti dobrega, pač mislim, arhitekta, mislim, če hoče kdo imeti dobro hišo, pa definitivno dobrega arhitekta, definitivno se mi zdi pa, da še dobrega nadzornega, pač, da je še vsaj toliko ključno ali pa še bolj, pač, kar se mene tiče. No, to sem vesel, da si izpostavil te spremembe, ker s tem se tudi mi dostikrat srečujemo. Ne vem, zgleda še neka stara šola velja, zdaj to imamo zrisan, že oddamo, že vse potrjen, pa mi res vložimo prvič zelo veliko časa v sam ta snovalni proces, da prediskutiramo vse, pa pregledamo vse. In to ne samo na tlorisih, ker se predstavljam, da nekdo, ki ni veš tega, si ne more vse. In delamo veliko in z maketom, in z BIM-om, in ljudje se lahko sprehajajo po hiši, da vidijo vse preden potrjimo, pa se zženemo v ta birokratski del. Ne? Ampak še vedno se zgodi pol, zdaj bi pa to spremenili. Pa čakaj, mi smo že oddali za gradbeno dovoljenje, ali pa še pol, ko ga že imamo. Zdaj, če že to kopljamo, bomo pa še malo. Tega ni več. Tega danes ni. In pol, ko jaz rečem, da jaz to ne bom mogel, mislim, to sej, dobro, ajde, kakšno stvar še zamižiš, kakšne take večje, pa sigurno ne, ravno zato, ker svojo licenco pa vse daš na tnalo. To je pač tudi en temeljnih zadev pač v tem samorealizacijskih nasvetih, da dejansko je to kar ključno, pač, da to danes, pač treba kar vedeti, da to danes ni možen. Mislim, ali pa bo to res, mislim, zelo drago stalo, ne? Pa en kup enih problemov, pa da ne govorim še spremembo gradbenega dovoljenja, ki je še enkrat cel ritual, se ponovi. Tako da tega si noben niti projektant ne želi, še manj pa po mojem investitor. Jaz drugače sem kar zelo za te, mislim, če ne vem res za te spremembe na objektih, jaz sem zelo zagovornik tega, da čim manj sprememb, ker je pač jaz sem zagovornik, dejansko iz izkušenj v bistvu vsaka sprememba pol te nekje ujame, pač zelo težko je v bistvu tok, mislim, če že mora to narediti res tisti, ki je to projektiral, pa še tam so te spremembe zelo delikatne, ker se lahko v tistem trenutku na hitro se rečeš, vse to pa lahko tako, pa v bistvu te pa ujame, da nisi čisto dober, ker je res, mislim, to kompleksna zadeva in lahko vpliva to na marsikaj. Tako da jaz, če ni res tega tehtne pripombe, da to res se ne da izvesti, ali pa ne vem, da je slučajno kdaj kaj tacga, ali pa da to z kakršnih koli, ne vem, varnostnih razlogov, ne, te ognjišča se mi zdi, da so zmer drama ali pa težava zdaj, ker se tudi to tako zakompliciralo, se mi zdi. Pač te dimniški sistemi, pa te zadeve, ne, marsikaj, kar se je včasih dalo, danes pač problem, tako da je v bistvu že te nekaj, ampak kogarkoli, pač, spremembe, to si vsi želimo, da bi bilo pol čim manj, mislim, mi, projektanti, ampak eni to razumejo, eni pa sem pa tja pa naletiš na problem, da mislijo, da zdaj, ko se ugradili, bomo pa to živeli, kako bo, pa bomo kar malo. Tega pa danes, mislim, ne bi, tisti, ki hoče racionalno graditi, pač si to ne sme prvošati, pač definitivno. To je samo... No, zato je meni, tudi to je en od razlogov, zakaj je meni toliko ljubša gradnja v lesu, zato ker je veliko se misli naprej, pa ko se začne, to sam leti, ni kaj dost, zdaj bomo pa improvizirali. Lahko projektirali. Tako je. Zdaj smo že parkrat to knjigo omenila, pa da se končno do nje prideva. A to si imel idejo že prej, da bi jo delal, ali je to spotoma prišlo? Ne, to je bilo v bistvu čisto zelo spontano. Pač. Dejansko se mi je zdelo, da je toliko močna izkušnja, pa da v bistvu nekako v tem teritoriju, ki ponovadi dobimo za predstavitev arhitekturne, mislim, nekega projekta, v bistvu, da je to težko v bistvu zaobjameš vse to, kar si razmišljal med gradnjo, se mi je zdelo pol, da bi bilo to res dobro nekaj tacga. In potem sem šel nekako, pač dejansko sem imel neke
neke ideje oziroma nekaj, kar se mi zdi, da bi bilo zanimivo še malo za razčleniti. In bolj je bilo zanimivo, ker sem šel gledati, kaj je v bistvu napisanega o samovoditeljstvu, sem ugotovil, da je to praviloma res zelo veliko bolj razen nekih manjših, nekih pač, kako bi rekel, recimo Outsider je imel eno številko, pa pol je v bistvu tudi še, nekih manjših, ampak generalno gledano je pa v bistvu zelo tako negativno pisan. Zmer se samovoditeljstvo pojavlja v neki zelo negativni, hkrati pa toliko malo napisanega, da bi pa kdo se s tem fenomenom sploh tako ukvarjal, glede na to, da je bilo to res 60, da je bilo to že od nekdaj, pa do tega časa v bistvu res zelo veliko tega, ne, se mi je zdelo prav neverjeten, da ni nič napisanega v tem. Tako, nekega tacga pozitivno, konkretnega, pa da bi nekdo to z različnih vidikov in potem, ko prideš v ta prazen prostor pač tega, da je pač še nekaj neobdelan, se ti zdi na nek način neka moralna odgovornost, da pač probaš maksimalno pokriti čim več teh dimenzij, ki se tebi zdijo, da nekako bi mogle biti. Pač zmer je pa vprašanje, da v eni točki moraš tudi končati, ne, kar je zmer grozen meni, ampak pač se mi je zmer zdelo, da nekako pač rab to, ne, da je konec koncev to generacijo v bistvu na ta način toliko enega napora, pa toliko enih zadev, da se mi zdi, da bi bilo prav in da to v stroki na nek način v bistvu se nekako pozicionira na neko razumevanje sploh tega fenomena, ne, ker se mi zdi, da je pač z te perspektive te nedeljske arhitekture je v bistvu to zelo tako, ne, kakor to prizidkarstvo pa pač in to, kar vse pomešan, kakor da je zdaj tudi prizidovanje stvar samogradnje in da je to, kar v bistvu bilo pač vse tako, ne. Jaz ne vem, tudi te nove hiše, ki gledam, pa so vse sprojektirane, pa nekaj, pa bi težko rekel, da so tako v povprečju, ne, zdaj imamo nek majhen procent za moje pojme pač res kvalitetne arhitekture na splošno gledano na celo Slovenijo, pač relativno velik procent neke povprečne, ki je zelo podobna tistih v 80-ih, ki je bila prizidkarsko naravnana, tako kot se že Monopoli hiške. Ja. Tako da v bistvu ta procent res tako je zelo majhen, ne. In tukaj se mi zdi, da nekako to pa je neka aktualna strategija, pa tudi v bistvu na nek način toliko ene zmede, pa nekaj, da se mi zdi prav, da ljudje pridejo saj do nekih relevantnih informacij, ne, o sami pač gradnji, pa hkrati, ne, kako pa takoj prideš do tega, da je treba pač tudi nekako pogledati v zgodovino, pa ta zakonodajni vidik. In v bistvu pa prideš do tudi teh antropoloških vidikov, ne, tako da v bistvu se kar odpira. Pač no. Jaz, če bi imel, je še nekih, ne. No, meni se ne zdi to tako samo po sebi pomembno, da si šel da sta šla tako v zgodovino, pa ta vidik, pa to, ne, videla sta v bistvu... Tudi društveni objekti, ne samo zajeti, ki so... Sej sem videl, ja. Videla sta v bistvu pol knjige namenila temu, ne, se pravi, ta knjiga presega nek priročni, še več, ja. Takole. Ja. Ta knjiga v bistvu presega nivo enega priročnika, ampak je v bistvu eno, ja, prav delo, strokovno delo za ne samo, ne moram reči zgodovinarje, ampak neko sociološko tudi. Meni se zdi, da je tako, da pač knjiga je bila dejansko pač pokrivana. Jaz mislim, da bi vsak vse bral. Jaz mislim, da ni vse za vse, ker je pač zakonodaja do leta 31. To že jaz, ki sem pisal, se mi zdi, kdo bo to bral, ne. Zakonodaja do kraljevine, ampak dobiš ven iz tega zanimive, ne, zadeve, ne. Tako da se mi zdi, da ni vse za vse, ampak je za vsakega zih kaj. Tako bi jaz rekel nekako. Ja. In tukaj v bistvu še mogoče največja bolečina pri meni je lih to, ker so tudi poimenovala, da so to samograditeljski nasveti, ne, da bi si želel v bistvu neko tako konkretno bolj priročnik prav. Zato so tudi poimenovali samograditeljski nasveti,
ker je v bistvu priročnik, da ne bi kdo v bistvu bil razočaran. No. Pač meni se zdi, da v bistvu nekako to ni v bistvu v tem ni priročnik v tem smislu, kako se te zdaj lotili ali pa za vsak detajl narejen, kar bi bilo tudi super. Sam zato bi v bistvu to je nova knjiga, kjer bi mogli biti po mojem saj 15 različnih strokovnjakov, res, kad ti se jaz ne bi upal pač kar tako neki. Mislim, jaz tisto, kar res ne vem, se ne bi upal, mislim, res ne vem, tam moraš biti res. Ampak to je recimo, to je bilo, ne, to že od nekdaj za te stare knjige iz, ne vem, jaz imam tam iz 70-ih, 80-ih še od očeta neki noter, tam ti logiko vidiš, kako se biga pločevina, pač kakorkoli je bilo pri nas na faksu, da ne bi slučajno prinesel knjige iz to građevinarski, kaj so že te vestniki, ne vem, kaj so že bile te priročniki, pač čisto gradbeni priročniki. Jaz ga imam doma. Pri nas je bilo to tako, da ne bi slučajno tiste priročnike gledali, ker to je pač tako predpotopno in nekaj. Ampak tam dejansko vidiš, kako je piga, kako se fizično piga pločevina, logiko piganja pločevine in to manjka. In tukaj jaz mislim, da to bi bilo super, da bi se pač tudi v to šlo. Ne. Ampak to bi bil gradbeniški priročnik. Pač, ja, gradbeniški priročnik, ki bi tudi marsikemu strokovnjaku, ki bi prišel pa arhitektu, ki bi prišel s faksa, da bi ti se recimo prebral, pa da bi saj približno malo vedel, zakaj se gre. Ali pa da pogledate, kaj ti karab. Ja. In to je v resnici, čeprav tam niso detajli taki, ki jih danes delamo, ampak v bistvu osnovni principi, pa recimo, ne vem, jaz sem zdaj delal neko jedro, ki smo z NFOP kot je navadni format, pač neki zitelj, jaz sem še kaj pogledati, kakšne so opcije zlaganja pač teh opek in imaš pač tam vse lepo sistematično narejen. Tako da to moram povedati, da to ni, ne, ker bi pač to je čist nek drug obseg, ne, jaz sem zelo razmišljala v kakšen pa to bo, ampak tukaj je pa vsem princip, ker danes je pa tudi treba vedeti, da internet je, informacije je preveč in je v bistvu ta del tudi tukaj pomaga, kako v bistvu po teh preveč informacijah iskati zanesljive vire, neka metodologija, kako v bistvu se lotiti teh stvari, ker je pa pač tudi informacije dosti na internetu in tudi so relevantne informacije, sam problem je, da se zgubijo pri vseh ostalih. In če se nauči nekdo, to je danes, to bo čez dalje bolj pomemben, če se nekdo nauči, kako v bistvu iskati po internetu, imamo pač filmčke od proizvajalcev, kako se pač, ne vem, kako se izvede hidroizolacija v kopalnici, recimo. In je jasno, bolj bi bilo težko, kako se bandažira tiste stike v kopalnici, vse to. In jaz verjamem, da včasih tudi kakšen, ki to izvaja v resnici, ne dela prav, pač tako, po teh principih. Tako da v bistvu, če nekdo, po drugi strani smo se prej pogovarjali, da smo najbolj študirana generacija do zdaj, ali pa saj pač tako kot družba, bi mogli biti navajeni pač nekaj vzeti v roke pa naštudirati. In tukaj je bolj notranje metodologija, pa kako se določene stvari pripraviti. Sej boš ChatGPT vprašal, pa ti bo odpovedal. Ja. Dokler boš to še rabil. Informacij je dosti na internetu tudi, tako da v bistvu so tudi lahko dostopne. Bolj je problem, da je pač teh informacij preveč. In vsekakor pač ne sprašuješ proti drugemu samogoritelju, kako je nekaj naredil, ampak je najboljš rešvati. Hkrati imajo pa tudi proizvajalci tehnologije, ki jih lahko v bistvu kadarkoli pokličeš, pa ti morajo objasniti. Tega suporta je zdaj res velika. Tega je res ogromno. To, kar predvsej uporabljam in je res fajn. In interneta, in tako, da si pogledam in ko sem prvič korce delal, da sem sploh videl, kako se korci polagajo za streho, ko prej smo skozi nekaj. Mislim, to je vse nekako, jaz mislim, da čisto vse najdeš, karkoli je, ni problema, ne. Ne rečem, da ne gre nekaj časa, ampak da se. Ker je zelo velika te pomisleka, da je preveč kompleksna zgradnja. Oziroma pač imaš projektanta pa nadzornika, ki za to poskrbita, da ste to treba. Ker imaš tudi sestave napisane in to je tudi v bistvu, kako s tem delati. Tukaj je v bistvu tudi nekako, ker vse so načrti, pa z tistega načrta, da v bistvu dobiš ven kaj je kaj. Mora pa vsakmu biti jasen, da razume te sloje, če ne, mora pa vprašati projektanta ali pa nadzornega. Tisti, ki nekaj delamo, mora biti jasen, kaj dela. To je kar osnovna zadeva. Tako približen. Dokler ne bo Musk robotov dal, tam bo pa sam program za vse proizvode, še po AI-ju ne bo treba iskati. Ne bomo več samo gradili v tistem obdobju. To bo takrat samo gradnja, da imaš svojega robota.
To sam ti kot star, boš takrat rekel, to pa ni več samo gradna, le se ti samo tvoje mašine gradijo. Ja, to, ja. V tem smislu. Dobar, ampak, ja, lej, lepo si to zdaj opisal, kaj pravzaprav je, ne? Ta knjiga, tle sem jo pa odprl. Zdaj, ne morem drugače, kot da ne bi to tle proti koncu, ki greva, vprašal. Zdaj, recimo, da nekdo tole posluša, pa bo rekel, mater, se to bi pa meni tudi dostopen, parcelo imam, ne? Ali pa staro hišo. Ali pa staro hišo, ali pa star stanovanje, ja, karkoli, ja. Ampak, kaj bi mu ti svetoval, pa ne mislim zdaj po korakih, to sva dosti govorila, zdaj pa koga rab, tako, ampak mogoče bolj to, kako naj on oceni, a je ta prav človek za to, da bi se tega na ta način lotil, pa kjere so mogoče take pasti, ki veš, da ga čakajo ali pa ga lahko čakajo, pa kako se jim ogniti, no, tako. To se mi zdi bolj relevantno, kot da zdaj korake naštevamo še enkrat. Ja, zdaj samo gradnja, jaz mislim, da ponovadi praviloma je to, ni rečeno, da zmeraj, ampak praviloma je to zdaj ponovadi odločitev posameznika, ki ga pa v bistvu je v bližnji, pa pač neka v bistvu skupnost ali pa te, ki jih pozna, v bistvu na nek način ga podpreti. Tako da jaz mislim, da tukaj zdaj, jaz verjamem, da se pojavi tudi kakšen, ki to vse sam dela, ne. Ampak to gre za pol naleten projekt, ne. Ja. Nikoli to imam jaz enega tazga soseda. Nikoli končan projekt, kar je... Pa on naredi, on to dejansko naredi, ampak to so tako na vaseh so še taki tavzend, ki obstaja tako, no, ampak načeloma v bistvu se treba pač posondirati ali pa predvsem v bistvu koliko ljudi ti lahko pomaga in v bistvu definitivno ključno za samograditelje in to je tudi pač tisto, ki je dosti obdelan, da danes je težava ljudi prositi za pomoč. To je pač glavna težava. Zakaj misliš, da je to tako? Meni se zdi pa to jaz mislim, da je normalno, to pač, to sva tudi v tem članku. Pa tudi ljudje imajo radi, da jih prosijo. V tem članku, ja, ljudje v bistvu zelo radi pač pridejo ponovati na te delovne akcije in tudi občutek, kdorkoli je bil na delovnih akcijah, je pač res dober občutek, če eno pomagaš. Tudi recimo, ko so bile te poplave, pa to je bilo v bistvu preveč ljudi ponovati. Jaz sem bil na teh delovnih akcijah, ki so bili praviloma je bilo problem, da je bilo preveč ljudi. Zelo enkrat se mi zgodilo, da je tam en gospod rekel, da ste pa še vi prišli. Kakor v tem smislu, kva ne pa dej, kakor. Jaz mislim, da tukaj je pač ta, ampak spet smo tukaj pa neki te sistemski, ne, da v bistvu cel sistem, jaz mislim, da je spet naravnan na to, da v bistvu nekako, to je pa to, kar nam pač ta prodajanje svobode, ne, da ti v bistvu nekako pač kako bi rekel, sistem trenutno kapitalizem, rab pač nekega posameznika, ki je v bistvu odluščen od skupnosti in na ta način je sicer svoboden, je pač smo svobodni, ne rabimo se ukvarjati z medosebnimi odnosi pa to, ampak hkrati v bistvu tudi svoje probleme pa rešujemo sami. To pomeni, če mi nismo v življenju vlagali nič v ostale, pa verjetno nam bo tudi velik problem jih vprašati za pomoč. In tukaj je v bistvu zelo velika težava v tem, da pač ne, vsi se omejujemo, vse to je problem teh samostojnih hiš, ne, da je večinakrat to ljudje hoče se ograditi, betonske ograje, ne, čim više, da še tako, da ne rabijo sosedov pozdravljati. Ne. To je v bistvu zelo velikrat se dogaja recimo na vasi, da je v bistvu zdaj kar ratu, mislim, meni te nove soseske, ki greš tiste ozke ulice, pa dvometrški betonski, da se ti z avtom pripeleš, pa da ne bi slučajno rabo koga pozdraviti, ne. To je v bistvu nekako, in tukaj je na nek način vsem lažje, ker pride domov, pa ne rabi nobenega pozdravljati, pa se ukvarjati s problemi soseda. Mislim, da je to glaven razlog, da ne rabi nobenega pozdravljati? Mislim, pa ne rabi se ukvarjati s problemi soseda, ne rabi mu pomagati, nič ne rabi, on je avtonomen in vse sam rešuje. Ampak pol v bistvu pa pride do težave, da v resnici ali vzame res epski kredit, če ima to sploh možno, da v bistvu si naredi da si res svoj stanovanjski problem in hkrati v bistvu nima nobenega, ki bi ga prosil za pomoč. In tukaj v bistvu jaz vidim, da je pač ta glavna težava, da v bistvu nekako po eni strani nam je ponujena svoboda, da v bistvu mi ne rabimo biti več vpeti v medosebne odnose, ne. Zelo veliko se lahko to sam površinski pa neki, ne.
Ampak pol na nek način v bistvu moramo tudi te probleme sami rešiti. In tukaj je v bistvu ta logika, kjer pač naša generacija, saj tako tudi noter je tudi anketo smo izvedeli. To je v bistvu bilo okoli 600 anketirancev, sicer je bilo tisti treba bolj dati, ker je bilo nekaj čez 300 v bistvu teh popolnih v bistvu anket, ki so izpolnjene in tisti so v bistvu vključeni noter v našo anketo. Iz tistega je v bistvu lepo razvidno, da je večina ljudi misli, da je v bistvu danes težje vprašati za pomoč, kot je bilo to recimo v 80-ih. In jaz verjamem, da ima večina, tako da sem malo zašel, ampak večina ljudi ima težavo v bistvu prositi. Pa pol razmišljaš, kolikrat lahko enega, kje še meja dopustnosti, da enega gnjavaš, da ti bo pomagal. Tukaj jaz mislim, da bi se mogli sprostiti, pa nekako vsi skupaj. Prvo, kar je, da pač če kolegi rabijo, da vsi bi bilo prav, da bi razumeli, da rab pomoč in da te rab takrat, ko te rab, ne takrat za kavico piti. Mislim, to je pač tisti, so lahko površinski odnosi, ampak jaz imam prijatelje zato, da jih pač tudi v težavah v resnici lahko nasloviš nek problem. In to se mi zdi pač tisto pravo prijateljstvo. In tukaj je lahko težava, tako da to je mogoče ta prvo, zdaj sem malo zašel. Ne, mogoče sam prej greš na drug del, se ti zdi to, da je to splošen problem ali bolj v urbanih okoljih, ker jaz tako, ko vidim, kaj pa vem, se ne vem pravzaprav. Se ne, da bi skozi nekoga nekaj prosil za pomoč, ampak je pa to, kar sem prej omenil, ko smo imeli tisti požar, to so šli vsi. Mislim, definitivno vsi, kar je bilo treba, je v urbanih lokacijah to še toliko bolj. Ja, pač tako na vasi se mi zdi, da bi lahko te nekdo kar malo čuden pogledal, kaj zdaj. Mislim, tudi tako, ko se malo pogovarjam s kakšnimi, tudi mogoče občutek pri kakšnih, kakor pa zdaj ti nek social, da tukaj mene ne rabiš, v bistvu, da ti jaz, a kakor nimaš. Tako da kakšnim je tudi že z tega, ker je to kao smatram, da nimaš dosti denarja, ampak se vsakmu jasno, da zelo malo ljudi ima $500,000, da se bo hiša odgradili, recimo. Danes, mislim, tako, pač. Pustimo, se razpon je velik od 200 do $500,000. Za 200 jo boš danes, če ne boš v samogradnji, zelo težko. Odvisno, kaj boš zraven štel. Ampak hočem reči, da v bistvu je to kar dosti velika težava. No, ampak to si lepo povedal. Se pravi, prvo, jaz sem mislil, da boš rekel, za oceniti, a sem za samogradno ali ne, da boš sebe ocenil, pa si zelo lepo povedal, ne. Če imaš nabor, doseg nekih ljudi, ki ti bojo priskočili na pomoč. Se pravi, to je en tak kriterij, ki mu moraš dati kljukico, da sploh v tem razmišljaš. Da imaš nekoga, se danes je že to lahko težava, da imaš nekoga, ki bo v času tvoje odsotnosti recimo lahko otroke pomenil, recimo. Je veliko enih teh pač takih, pač definitivno pa pač ta drug nivo, ki je pa treba oceniti, če imaš pač če imaš pač te sposobnosti, da lahko nekaj načrtuješ, pa da lahko organiziraš ljudi, pa da si konec koncev pripravljen sploh sprejeti, da ti nekdo pač bo prišel pomagati, ker tudi v bistvu z ankete je bilo to razvidno, da je zelo veliko ljudi ni pripravljeni, da bi jim kar recimo en kolega prišel delati, kar se mi zdi kar zelo tako. Zadolži človeka, to jaz mislim, da je glavni tisti, da si pa nenadoma se počutiš dolžnega, da boš pa zdaj pa ti moral iti komu. Čeprav jaz tudi ne vem zakaj, mislim, jaz recimo tudi v biroju spodbujam, da ni kakšen competition ali pa kakšen zero sum game, ampak da dejansko je, ko ena rab pomoč, druga, da je čim več tega. Ampak dejansko ne vem, zakaj imajo ljudje toliko problem to pomoč reči, ker je res na drugi strani ni zadržka. Ni zadržka, vsak. Zelo veliko ljudi, tudi jaz recimo na kjerikoli, pa po moje, da nisem sam jaz, na kjerikoli akciji sem bil, pa sem šel pomagati čist ljudem, ki jih ne poznam, pa v bistvu, pa konec koncev tudi tam nisem dobil feedbacka, v tem smislu je super, ful hvala, da ste prišli pomagati, je bilo pač tako čistuno, ampak ti imaš res dober občutek, ker si bil pač tam neki. Ne vem, zakaj bi to moglo biti sam, če greš na Šmarno gor laufaš, pa dol laufaš, pa se dobro počutiš, to je ista zadeva. To se pravi, greš ti gor, neki napor narediš, pa še nekomu si pomagal. In v bistvu tukaj se meni zdi, da je to res, mislim, pa konec koncev, če so pa to še prijatelji, pa da se še malo heca zraven, pa tako, se mi zdi pa sploh v bistvu tako super.
Tako da v bistvu definitivno pa pol treba pač pogledati, ja, to se pravi, imaš te organizacijske pač sposobnosti. Pa te pa stik sem vprašal, ja, se pravi organizacijsko je. Mislim organizacijsko, pa da te ne zdaj vsak problem v bistvu čist te razprava, ne, ker pač tudi tisti, ki mu drugi gradijo, ga lahko v bistvu to čist zaduši, če sam delaš pač greš počasi in rešuješ, ne smeš celo sliko, ne? Če si ti v bistvu zamisliš, kaj vse te čaka, ne? To je pač tudi enkrat so se vmej, mislim, večkrat z očetom pogovarjali, pač to sam ne razmišljaš, to moraš v bistvu step by step in delaš in to je to in to, kakor boš, a ne? In moram reči, da jaz ne vem, ampak mi tudi na te delovnih akcijah je ključno, da to nimaš ti, ne vem, preveč v glavi, da ti moraš približno oceniti, da jih narediš, ker tudi ekipa, če jim ti daš nek cilj, postaviš, ki je realen cilj, ne? Se oni res dobro, oni tudi potegnajo, mi smo delali, ne vem, tudi od 8 zjutraj do 6 popoldne, recimo, ne vem, so bili že vsi zgonjeni, ampak pač vsi imajo cilj in ti veš, dokam lahko, vsi vejo, kaj imajo za narediti, ne? Tukaj je tudi ključno to, da se dobro skomunicira, ne? Ti ljudem moraš povedati, kaj imajo danes, kaj je plan dela, kaj bojo delali, pa koliko se približno, koliko časa jih predvidevaš, da jih boš v bistvu rabo, ne? Da oni to sliko dobijo v glavi, ne? Ker zdaj, če oni nekaj delajo brez kakršnekoli informacije, kar je zelo velikokrat lahko problem, se oni ne čutijo, da so del tega, pa pač delajo, kakor delajo, brez občutka za čas, brez vsega skupaj. Tako da tukaj se mi zdi, da je tudi to treba imeti malo, pač definitivno, to je vse noter, ne? Da tudi pač jih daješ v manjše skupine in tako, in da znaš pač tudi z ljudmi delati, ne? Ker zdaj, tisti, ki hoče vse sam narediti, tisti bo pa lahko samogradil sam s sabo, ne, pač. Tisti bo pač dejanski samograditelj. Za vse ostale pa jaz mislim, da tako, kako res dojemam samograditeljstvo, pač to nikoli ni sam. Ampak zmeraj v bistvu s pomočjo bližnjih pač, ker že za kjerokoli stvar najmanjšo v bistvu bolj manj rabita biti dva, da ti nekdo nekaj malo pridrži, pa nekaj zelo malo stvari, mislim, ali pa porabiš ogromen več časa, pa naporov, pa časovno. Tako da tukaj se mi zdi, da je to zihar tono. Tako da nekako mora biti to tudi dosledno načrtovano. Se pravi, ta največjo pas, če te prav razumem, ti vidiš ravno te organizacije, ne? Da tukaj gre lahko ali vse zelo prav, mislim, ali pa vse zelo narobe. Tukaj, ne vem, če si na neki delovni akciji, pa nisi koristen, ne, je zelo neugoden za kjerkoli. No, pač. Tako, mislim, mislim, iz vidika samograditelja, recimo, nekdo bi se lotil, zdaj si izpostavil to, da predvsem je zapaziti na to organizacijo. Ne? Ja, definitivno to je en od bolj pomembnih, pa da znaš razporediti del, kaj je nekomu, kaj nekomu leži, pa pač da jih razporediš v manjše enote. To pomeni, da po 2-3 skupaj delajo, ne? Pa pač da jih tudi kombiniraš. Nekdo, ki je malo bolj spreten, pa nekdo, ki je recimo šele začel. On enemu malo pomaga, ta drug, ki je pa pač že malo več rokodelskega ali pa že sploh tako v nekem takem fohu, si pa pač pomagate in tako v bistvu zelo hitro teče. V bistvu vsi se tudi hkrati učijo, ne? Pa tudi v bistvu nekako na ta način se problemi lažje rešujejo. Ne? Ker zdaj, če pa vsi čakajo enega, da bo zdaj on povedal, pa vsi delajo isto, na isti lokaciji, pač se delajo na poto, v bistvu tista zadnji se že zadebatira še z nekoma, ne. Se pravi, spet organizacija. Pa ta predpriprava je tudi kar ključna, ne. To pomeni, da ti v bistvu to nekako zmeraš, ne, ker zmeraj je pač nek odklon med pač, kako bi rekel, samim načrtom, projektom, pa pač realnim stanjem na terenu, ne, pač zmeraj grejo kakšni, dobro, pri betonih imamo malo večje tolerance, pri leseni gradnji malo manjše, ne. Ampak zmeraj je pač tako, da treba še enkrat narediti pomeriti, narediti, pač zrisati, narediti kosovnico, mislim tam, kar je treba, pač tam, da govorim pač to čisto za, pa pač oceniti, koliko materijala rabiš, ne, pa iti naročiti, v trgovino iskati, transport in to vse lahko na teden narediš, pa za vikend pa to cup in v tistem dnevu se ogromno zgradi, ne, to tako, če so te akcije prav pripravljene, saj pri nas se mi zdi, da smo mi praktično, jaz ne vem, če smo kakšno eno ali pa ena delovna akcija, mogoče od 40, da nismo izvedeli tistega, kar sem jaz planiral, recimo.
No, pa Sam pa nas je bilo to tako, ne, tudi treba to tudi ena od bistvenih zadev, ne, kaj je pa na teh akcijah, ne, ki bi mogla biti pa tudi, sicer to je v Sloveniji lahko kar težava, da pri nas so pivo dobili na koncu, ne. Pač to pomeni, da to vmes, da pa ti začneš pač pirčkati kar tako, ne. To je pa pol pač in storilnost pade in poškodbe so lahko, nevaranje lahko in v bistvu, jaz mislim, da smo počasi toliko zreli, da bi lahko ljudje razumeli, da pač je vmes, pač seveda itak malca, pač pa pol v bistvu, da se dela, da imaš pač neko pijačo, ampak definitivno pa, ne vem, pri meni nikoli ni noben, lahko da imam tako družbo, ampak ne, da ti eni začnejo tam z gajbami, pa pol v bistvu pirčkajo namesto tega, mislim, to ni to. Jaz ne vidim to tako, no, pač. Definitivno se pa pač po tistem druženju je pa pol itak še neka kosilo, pač bolj pozno. A to ste v kotličkih prinesli? Čisto različno, ja, ponovadi so moji starši ali žena ali tašča ali kakorkoli, v glavnem, tudi včasih kakšne tete, vse tako. To je pa res tak dogodek, pa nek lep zaključek delovne akcije, ne. Pač tam pa že kakšno pivo, pa tako, ne. To se mi zdi tudi kar pomembno, no. Da tudi tisti, ki nekako imajo s tem težave razumeti, bi mogli to razumeti, no. Pač da neko delo na višini ali pa delo stroji, pa pač alkohol, mislim, in storilnost pade in poškodbe se lahko in ne vidim nič dobrega v tem, no. Pač tisti, ki ne more do 5 počakati, bolj da ga ni, ja. Jaz rekel. Super. V redu, zdaj za konc, imaš ti še kaj, oziroma najprej, kje se da to kupiti, kje naročiti, lahko pri tebi? To je pač in v knjigarnah bo prisotna in v bistvu zdaj imamo na samograditeljstvo.si. Samograditeljstvo.si. Ja, tako da to bo zdaj v bistvu mečken še manjka, ampak mislim, da bo kmalu aktivna zadeva. Se bo tudi tam naročiti. Drugače pa tudi prek Buče, v bistvu, tudi tam se lahko prek spletne knjigarne v bistvu naroči. Buča je spletna knjigarna? Ja. Okay. So tudi distributerji. Konzorci, tako, ne? Jaz mislim, da bo na vseh teh, ampak zdaj moramo še videti, kje. Načeloma pač tudi upam, da bo mladinska knjiga, upam, da je, ampak to je vse še v dogovarjanju, tako da težko rečem. Ok, super. No, ampak da se jo dobi. Upam, da bo tudi v čim več knjižnicah. Ja, no, tako je, tudi to je, da se reciklira. Če ne pa pejte malo v knjižnice, pa vprašajte, če imate v knjižnice. Tako. No, evo, ste slišali, v knjižnico pa vprašajte, če je, ker pol tam, kjer je povpraševanje, pol bo tudi ponudba. Pa se jaz mislim, da tako je, to bi bilo v duhu tega, da se tudi reciklira pa sposoja. Tako. Ja. Ne vem, imaš ti mogoče še kakšno stvar tako, ki bi jo želel takole zelo za konc povedati na to temo, ali sva obdelala? Ja, jaz bi se edino zahvalil pač vsem, ki so mi pomagali graditi, seveda, pač še enkrat bi spodbudil vse, ki pač vas kdo prosi, da mu pač znate to prepoznati, pa da mu pomagate. To definitivno, da rabimo več skupnosti, ne manj. Zahvalil bi seveda tudi Ani Trobac, ki je pač soavtorica knjige. Ja, lepo pa za to oblikovanje. Tako da v bistvu tako, no, nekako. Pa upam, da dejansko smo s tem vsaj malo pokrili, pa da nekako smo, da smo malo pokrili to področje, pa da bo v bistvu čim več zanimivega branja, oziroma čim več jim to zanimivo. No, jaz mislim, da je kljub temu, da je pol namenjeno neki zgodovini pa teoriji, še zmeraj ostane zajeten kos knjige z kupom informacij, pa čeprav ni kot gradbeniški priročnik, človeku lahko veliko se včasih case study še bolj pomaga, kot če ti nekdo enciklopedično vse naniza. Super. No, Černe, jaz bi se pa tebi zahvalil še enkrat, da si prišel itak, ampak ne samo, da si prišel, ampak da dejansko se nekdo, res, da se nekdo s tem ukvarja in tudi, da je iz našega foha, ne, da pokaže, da ti lahko, da samo gradnja ni nujno spet ena monopoli hiške iz 80-ih, ker se je takrat to delalo, ampak da to lahko to neka funkcionalna, lepa, zdrava in tudi arhitekturno dovršena hiša, dom,
Tako da se mi zdi fenomenalno, no, da se nekdo prav iz našega foha s tem pečaj in za knjigo in za vse. Tako da še enkrat, hvala ti lepa. Hvala za vabilo. Ja. Ja, čau.